pomislek, ne? Fotografija nas je razbremenila mehanske reprodukcije realizma. In kaj se je zgodilo? Slikari so se lahko osvobodili tega in so začeli delati milijon različnih stvari. Zdaj pa ni te razbremenitve, ne? Mislim, ali pa obremenitve, ne vem. Je tudi neka tehnična razbremenitev, ker pač zdaj ne rabiš več znati slikati. Se pravi, si ta del kar preskočil. Lepo pozdravljeni. Tole je drugi del našega pogovora o umetni inteligenci, intermedijski umetnosti in boste videli tudi ostalih pravnih, igričarskih in moralno spornih zadevah. Z nami sta še vedno intermedijski umetnik, fotograf in okoljski aktivist Nejc Trampuš in doktor računalništva in informatike, strokovnjak za umetno inteligenco, mečevalec in milanguero Aljaž Košmerl. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški poseg. Posladek. Drugač, mislila sem tudi tako, recimo, ne, AI recimo ni glih najboljši v kakšnih šalah, v humorju, v cinizmu in po tej logiki tudi v umetnosti do te mere, ne vem, a je sposoben razbrati ali pa napovedati kakšno specifično ikonografijo ali pa kakšne reference pobrati. V bistvu sprašujem, kaj, mislim, ne, kaj je zdaj z artom in umetno inteligenco? Pač jaz bi tukaj rekel to, kar sem že prej. Dajmo ga jemati kot orodje. On ne bo nadomestil umetnika kot celote. Vsaj ne še nekaj časa. Pač in jaz bi recimo rajš potegnil sporednico s tem, ko je, ne vem, prišel ven digitalni fotoaparat, ali pa nasploh fotografija, ali pa Photoshop, ali pa nekaj. Pač to je omogočilo, da umetniki so lahko začeli delati drugače. Pa ne vem, kaj je prišla fotografija ven, je to razbremenilo slikarstvo, da ni bilo treba več realistično upodabljati, pa se je abstraktno slikarstvo razvilo, pa tako naprej. In enostavno to je tudi neko novo orodje, ki bo spremenilo način produkcije, določene segmente pač umetniške produkcije bo ful pospešilo, ne bo pa kar nadomestilo umetnika. Vsaj ne v celoti. Mogoče bo bolj nadomestilo neke tiste sfere kreativne, kjer gre bolj za obrtniške stvari, mogoče, ne? Ilustracijo ali pa nekaj. Jaz bi se tle mogoče kar še na Walter Benjamina navezal in na slovito delo In the Age of Mechanical Reproduction, ker mislim, da je ful relevantno tudi s to novo tehnologijo. Ne toliko o temu, da zdaj, zato ker to dela nekaj AI, da ne bi bilo noter tako imenovane anime, o kateri govori Walter Benjamin, ampak v bistvu bolj v navezavi tega dostopnosti do nekih del. Ne? Ti praviš zdaj sicer, da ne bo to nadomestilo umetnikov, definitivno pa zapolnjuje neko nišo, ki je mogoče prej lahko umetnik zapolnjeval. Zdaj, če govorimo o tem, da ne moreš nečesa narediti, ne more narediti nečesa sam, ampak še vedno potrebuje nekoga, je pa vseeno orodje, ki toliko olajša določene stvari, da nekdo, ki ne zna slikati, lahko z dovolj časa in z dovolj prompti pride do rezultata, ki si ga želi. In posledično, recimo, če rečemo, da če se postavimo zdaj v ta nek konsumeristično okolje, v to, da delamo umetnost za konzum, potem teoretično lahko nekdo se usede doma za računalnik, napiše Midjourney in toliko promptov, najde tisto, kar mu všeč, nese v tiskarno in se da lepo na steno. In zaobide katerekoli drugega človeka. Še bolj zanimivo, tisto niti ni potem teoretično avtorsko, ne? Po avtorskem pravu za zdaj, ne? No, saj to je tudi ena od stvari, recimo, kako zdaj ta copyright pa avtorstvo tretirati v tem smislu, ko nekdo uporablja AI na tak način. Okay, jaz nisem pravnik, ampak kakor jaz razumem, je vseeno avtor tisti, ki uporablja orodje, se pravi tisti, ki je pač napisal prompt. Ne, v primeru tega, zato ker je to avtogenerirano, bi bilo, če je sam podoba taka, kako je prišla ven, ni avtorsko zaščitena. Zato ker ideje ne more zaščititi in ti si avtor ideje.
si v tvojem primeru, ker se razlagaš, da ti delaš zato, ker kolažiraš in spreminjaš, gre pa za derivativno delo teoretično in potem spet spada pod avtorsko pravo. Tako da, če ga ti jemlješ kot orodje za neko osnovo in potem iz tega delaš nekaj drugega, ti ne more noben odvzeti tistega kot avtorsko delo. Če bi pa ti recimo prodajal slike, ki so avtogenerirane ven, so pa trenutno za zdaj, ne, kar je po avtorskem pravu, ne moreš avtorsko zaščititi, ker so pač. Ampak to kaj, dokler ne bomo AI-ja uradno v zakonu označili kot orodje? Dokler se ne bo zakonsko drugače. Ne, kot orodje tudi ne. Ja ne, ker pol sej, če jaz s Čopičem naslikam sliko, sej ni Čopič avtor. Ja, ampak če si ti slikar, ne, če se bom zdaj naslikal ne vem, tega konja na tak in takem ozadju, če je to samo ideja, dokler nisi tega naredil, lahko nekdo te sliši na cesti in naslika to, ker si ti zamislil in je narejeno. Ampak je on avtor tistega dela, tudi če je tvoja ideja od zadnje. Ok, ja, ampak če jaz natipkam noter njemu, kaj ne naredi? Si ti avtorca ideje, ne avtorca same slike in ideje niso avtorsko zaščitene. Ok, ampak tukaj je samo razlika v kao uporabi orodja s tem, da je pač orodje nekje bilo fizično in narejeno iz lesa in šopa las, tam pa pač iz nul pa en. Problem je, da je preveč avtomatizirano to delo od zadnje. To je tako, da bi ti, ne vem, prišel do neke mašine in stisnil nek gumb in bi se nekaj naredilo ven. Ok, ampak pol je pri fotki lahko podobno vprašanje. Ja, exactly, ja. Točno to. Sej fotoaparat celo fotko naredi, pa traja še manj, kot da je AI naredi. Če fotoaparat naredi brez človeškega inputa, dejansko tista fotka ni zaščitena. Sedeš na avtomatiko, pa škljoc. Ne. Ti ponavadi kadriraš, ne. Če bi pa delal brez kadriranja in brez vsega tega, teoretično potem ni avtorsko zaščitena. Ok, kaj pa če mi Midjourney naredi slikco, pa jo jaz obrežem? To tudi ni. Kaj pa če da me sopici fotoaparat, pa ona naredi fotko zame? Ja, po to definitivno nisi ti avtor. To se je zgodilo. Ampak To se je zgodilo, ja. To, ja. Jaz sam pač si ti tist, ki si naredil situacijo, da je bila ta fotka narejena. Mislim, ne vem. Drugače, kar se tiče, no, prav za umetno inteligenco je... Mislim, tukaj ni... Jaz sem govoril z eno pravnico, no, pa kakor sem jo, pač mislim, da kakor sem jo jaz razumel, no, da načeloma si ti avtor, no, iz vidika avtorskega prava. Zdaj ne vem, pa ne bom pa zdaj čisto trdo. No, pa veš, vse podoben je recimo lahko problem pri kolažiranju običnih kolažev iz papirja. To je derivativno delo, ne? Ja, ampak recimo, veš, če jaz vzamem ne vem, neko grafiko od Eme Kobal, pa izrežem še neki ven iz fotke od Nejca, pa dam to skupaj, a veš, ne vem, pa to prodam za 2 jurja? Ja, derivativno delo, to so posebej zaščiteno pod avtorskim pravom. Če gre zdaj iskati v slovensko pravo, boš dobila derivativno delo. Damo v zapiske. Ne, ker pač, veš, ok, no sej pravo pa občutki ljudi ni isto, ne, ampak ljudje ne bi bili zadovoljni, ne. Še posebej, če jaz recimo naredim nek tok minimalen poseg v delo, da je mogoče stvar skoraj neopazna in gre skoraj za kopijo, ne. Ja, polje mora biti se definirano, kaj je derivativno delo. Derivativno delo mora biti tudi ko je že zapisano, pa pač mora pomenljivo spremeniti, če parafraziram. Ok, kaj pa če spremeni tehniko? Recimo, če je slika, pa jo jaz fotografiram, pa jo sprintam. Pa je fotografija to, sprintana. Tu je spet, to spada pod klasično avtorsko pravo. Zdaj imamo tak pravni posvet tukaj z Jernejem, ki se v bistvu ne ukvarja s tem, ampak... Ja. Nimamo pojma o tem, glavno, dragi poslušalci. Tisto, kar smo imeli mi takrat predavanje avtorskem pravu, od tega, kaj je že bil, Jaka, ne bom se spomnil, bomo dali, če se spomnim kateri je bil ta pravnik, ki nam je prišel predavati, ki je ful dobro predaval. Tako dejansko več kot 10 let nazaj od tega, pa se še vse spomnim. Ja, brez zapiskov. Mislim, da se ni v 10 letih kaj spremenilo, oziroma bi se skoraj mogli glede na ta AI situation zdaj. Ponavadi hodim gledati potem še zakone. Ampak ne, kje smo ostali? Mislim, mi smo pravniki. Meni se zdi, da so bili neki precedensi, kjer so se pravi zgodbe bile avtorsko zaščitene, ki so bile z umetno inteligenco napisane. Recimo, ni to podoba, je pa close enough z vidika procesa. Mislim, jaz verjamem, da v Ameriki bi lahko, da v Ameriki, glede na njihovo avtorsko pravo, se ne bi čudilo, da je tudi vse, kar naredi AI, njihova last. Oni imajo drugačno avtorsko pravo, kot v Evropi. Okay. Ja, to so po mojem ameriški...
Ameriški ne, mislim, papirji, jaz govorim, ja. ne vem pa točno specifik, kaj in kako, ker oni imajo potem še vse s temi patenti in ne vem kaj vse živo, kaj je pač malo drugače. No pa sej recimo tudi, če ti AI napiše kodo za nekaj, kar ful dobro funkcionira in dela in ti lahko pol to, ne vem, v svoji firmi uporabiš in zaslužiš bolane denarce s tem. Ne vem, a je to pravno? Večina programerjev na neki točki pomaga s tem ali pa... Torej, kle se referenciraš na sisteme, ki delujejo podobno kot ChatGPT, samo da jim opisuješ pač programerski problem in ti vrže ven kodo, kar zna tudi ChatGPT. Ja, vrže ven kodo, to se izkaže za genialno, inovativno, ful dober, tako dobra navodila si mu dal, da ti on vrže ven nekaj revolucionarnega, kar bo napol rešil svet za tebe, ki boš to prodal in obogatel. In a si zdaj ti car? Ali... Glih na tem področju je eden večjih problemov teh sistemov, ker zaščita kode je pa pravno zelo urejena. Žbnjo enih takih in drugačnih licensov, se pravi stvari, ki so odprtokodne, ampak jih moraš zmeraj referencirati in uno in tretje in četrto. Ti imaš zastonj kodo na netu, ki jo lahko uporabiš, ampak moraš zmeraj napisati, da si jo uporabil. Zdaj na tej javni kodi je zgrajen tudi ChatGPT. Če ti ChatGPT vrže ven nekaj, kar je bilo v bistvu že napisan tam, bi ti po zakonu mogo to referencirati, ampak ti tega sploh ne veš. Ne. Tako da kle bo še vroče, po moje, na pravnem področju. In to je, kle bo bolj vroče, predvsem zaradi tega, ker je to malo bolj specifično in posledično malo drugače urejeno pravno kot normalna besedila, literarna pa podobno. Tako da to bo še zanimivo. To be determined, ne vem. Ja, jaz tudi mislim, da je to zaenkrat neka siva cona, pa da nobenemu ni čist jasen, kako pa kaj. To je definitivno nekaj, kar bo treba še definirati in bolj, ko se bojo stvari razvile, več potrebe bo po temu. Pa recimo še en sporen moment je, ker se ga ful izpostavlja, ne? Je to, da ti v bistvu lahko s pomočjo umetne inteligence stile zelo simpel ponarediš, ne? Se pravi, ti lahko napišeš, ok, da mi zdaj narediš nekaj v stilu nekega umetnika pač, in dobiš v njegovem stilu. Ali pa celo lahko neka bolj znana dela, ne vem, neko fotografijo recimo, ki je cel svet pozna, pa rečeš, da mi točno to fotografijo narediš in ti bo naredil nekaj, ki je zelo blizu temu. A ne, se pravi, kaj pa to, a ne? A si zdaj ukradel s tem nekomu njegovo delo, si ga popriral, ali kaj zdaj? Mislim, je to... Ja, to je ful tak zanimivo. Lika me vprašala prej glede tega fotografiranja. To sem šel še ven poiskal zakon ven. Ja, mislim, to je, če ne 23. člen po slovenskem pravu, pravica reproduciranja, definirano, dva odstavka sta. Če ne, ja, ni reproducirano, ne? Je, kot praviš ti, ni enako, ne? Tako da je zelo zanimivo, pa je spet v to zelo sivo cono, da po eni strani bi lahko rekel, da je reproducirano, ker če je bil ta AI naučen strani tega, da je to sliko vseboval, teoretično bi jo lahko tudi reproduciral, to je zdaj potem bi mogel, ne vem, verjetno dobiti nekega človeka, ki pozna ozadje, kako sploh stvar deluje, in če sploh je to tehnično. Ker če tehnično ni kopiral in naredil praktično enako zadevo, pol je za zdaj dokaj jasno. Ja. Ajde, Aljaž, tehnični vidik. Čeprav jaz nisem čisto razumela, kaj si vprašal. Če zadevo ni reproduciral, ne? Ker potem ni reproducirano, ampak je, kot češ, inspirirano. Sej, to smo imeli tudi že dejanske zanimive primere, ko so se dejansko zaradi takih nereprodukcij pravdali, ko si imel avtorja fotografije, ki je tožil avtorja slike, zato ker je vzel njegovo sliko za predlogo, da je naredil hiperrealistično delo, ki je bilo pač enako kot original. In zdaj so se potem na sodišču pravdali, a je to reprodukcija, a je to novo delo. Ja, to jaz mislim, da je to kar precej podobno. Ja. Pa se veš, podobno je zelo banalen primer, recimo, če imamo mi na koridorju članek in hočemo objaviti reprodukcijo nekega dela, ampak to reprodukcijo je nekdo pač profesionalno fotografiral in zdaj pod to reprodukcijo ponavadi navedemo avtorja slike ali kipa ali whatever, in potem
fotografa posebej, čeprav je lahko... Za kritiko je zelo enostavno. Ti lahko citiraš delo brez problema, če je v prijavi kritike. Problem je, zato ker, kot ti praviš, ti ne citiraš dela, ti citiraš fotko dela. Ja, ampak a veš, ti nikoli ne moreš po tej logiki dela citirati. Lahko, kako se ti rekla, če je slika, ne, in je tehnična reprodukcija slike, potem gre za tehnično fotografijo, ki ni stvar avtorskega prava, ker je reprodukcija kot reprodukcija, torej citiraš delo. Ok, ampak so primeri, ko nimaš reprodukcije v tehničnem Ja, smislu, se pravi, ampak imaš fotko. če je kip, ne, potem ne moreš reproducirati tega v 2D, ne? In potem si tam, da moraš imeti pravic dovoljenje avtorja fotografije, da lahko navajaš delo, ki je na fotografiji. No in tehnično gledano, a je reprodukcija ali je inspiracija? Mislim, vemo, da ni inspiracija, ampak... Strogo tehnično gledano je poustvaritev, ja, je nahalucinirano. Midjourney oziroma Stable Diffusion sistemi začnejo z šumom, se pravi, tako da bi vzel sneg iz starega TV-ja, in iz tistega step by step zgradijo sliko vodeno z poizvedbo tekstovno, ki je dana. Ampak recimo bi potem rekel, da vseeno pa nikoli ne bi mogel AI narediti tako dobrega ponaredka, kot ga lahko naredi človek. Ja, lahko naredi čisto 100% ponaredek. Mislim, tako, to je zdaj pač stvar dela tako, zato ker je mogla, to je pač tehnična realizacija tega, ampak ni dvoma, da to, kako se to zgradi iz tega šuma, je pač narejeno, so sprocesirane te slike. Da so zakodirane v tisto nevronsko mrežo in tako naprej, tako da da se bo, o tem bo še veliko tinte prelite, kaj je zdaj kako, ampak zdaj strogo tehnično gledano je sistem stvoril nekaj tako. Ampak zdaj vseeno govorimo o reprodukcijah v smislu, da mi to pač gledamo slikce na ekranu, ne? Če bi pa zdaj lahko mi to povezali z nekim hardcore natančnim robotom, ki bi uspel poustvariti to v resničnem življenju, neko delo. Da bi res naslikal. To bi bilo zanimivo. A veš, ker sej so primeri, ko robot naslikal sliko, ali so umetniki sploh še važni? Mislim, headlini, ne? Samo reprodukcija v tehniki je definitivno možna, ampak da bi pa uspel programirati po mojem robot, da bi delal vse te poteze, ki jih delajo ljudje, to bi bilo kar zanimiv podvig. Jaz bi rad to videl, ja. V tem pogledu je pol lažje postvariti kipe s 3D printerjem. Bo pol plastika malo bolj na udaru. Plastika v smislu kipi, mislim. Ker recimo, če bi lahko potem, če se vrnem na te ponaredke, ne, recimo, če bi jaz hotela zdaj, bi si izmislila nek motiv, pa bi rekla, ok, zdaj mi pa to naredi v stilu Van Gogha, pa bo to kao neka najdena slika, ki se jo, ne vem, lahko proda za ful denarja in je v bistvu to neka vrste frot, ne. So neki podatki, neko znanje, ki je pač skrito v nekih umetnostno-zgodovinskih knjigah, ki so v bistvu neke zelo specifične informacije, kako je recimo Van Gogh slikal kakšne stvari, kjero barvo, kjer pigment, kjer tip barve in se pigment, ne? Chrome yellow, ne, naprimer, ki se v bistvu iz tega vidika ne da pofejkati, ne, razen če ima ta robot na voljo vse. Pa mislim, da Van Gogh je uporabljal Chrome yellow. Takrat je že bil Chrome yellow, ja. Mislim, da ga je dejansko uporabljal. Ja, medtem ko El Greco ne, ker je bil pred tem časom. Ampak a veš, kaj mislim, ne? Da bi tudi neko to plastičnost uspel zajeti, ampak glede na to, kje smo zdaj z AI-jem, se to ne zdi toliko čuden, če bi imel on resurse do tega. Torej. Ampak zdaj smo mišli ful v neko fizično umetniško delo. Saj niso vsa dela umetniška fizična. Saj imaš tudi fotografija je digitalna, pa moje stvari so večinoma digitalne. Ja, ampak naprimer se mi zdi, da to pofejkati ali pa reproducirati se nam zdaj zdi bolj dostopno kot neko fizično stvar. Pač tam še nismo. Nima vsaka robota zdaj doma pa 15,000 predalčkov za različne pigmente, da bo polon tam. Mislim, dejansko bi zdaj so tehnologijo tako, si nekdo lahko predstavljal, da bi mogoče naredil 10 novih delov Cindy Sherman. Si predstavljam, da bi lahko prepričal ljudi, da je res, da se je nekaj najdlo. To je pač ful zanimiva tema, kam to pelje, kako bo izgledala recimo umetniška ali pa kreativna produkcija v prihodnosti. Ker zdaj lahko en posameznik ali pa neka mala skupina ljudi producira ful kompleksnejše zadeve kot prej, ko si rabil ogromne ekipe ljudi. Ne vem. Kaj bomo enkrat toliko daleč, da boš ti lahko si film zgeneriral. Ampak
itd. Kaj bo tako, ne? Meni je Tako, všeč, kot smo ker se prej nismo, pogovarjali. nismo daleč od nazadnje, ko se je tako zgodilo. Ne? Jaz mislim, da je zelo podobno, kar se je zgodilo, ko je prišla vam fotografija. Ja, definitivno. Jaz ful usporednic vidim tukaj. Ko je prišla ven fotografija, predtem so se ljudje mogli naslikati, da so se imeli svojo podobo. Če govorimo čisto o nekih praktičnih stvari, neke stvari, ki so se dogajale. Ne? Ko je pa prišla fotografija ven, je pa ta zadeva ratala res instantna. In tudi takrat je nastalo ogromno teh nekih pisanih del o vplivu fotografije, ljudi, ki so razmišljali o tem, kar se tudi zdaj dogaja. Je super usporednica, ker mogoče za razliko od fotografije in zdaj je to, da zdaj mi imamo nekaj, na kar lahko gledamo nazaj, da se je že zgodilo in vemo, kako so ljudje takrat reagirali, kakšne so bili pomisleki in vse to. Medtem ko se pa to časo fotografije zgodile, pa oni niso imeli nič tako blizu otipljivega. Lahko da je bila kakšna tehnika, ki je prišla ven, ampak definitivno ne v tako kratkem času. In se mi zdi, da mogoče celo lahko narediš, bi lahko šli še en korak ven, bili še malo bolj meta v navednicah, ta pomislek, kako razmišljamo o tem zdaj ponovno drugič, ko smo spet pred istim. Ja, mislim, kar se je takrat zgodilo, je to, da se je razvil ful novih stvari, ful novih pristopov umetniških in tako naprej. Kaj bo pa zdaj? A bo nam to tudi prinesel ful novih umetniških pristopov? Ali nam bo v bistvu zamoril malo kreativnost, zaradi tega, ker bo ful lažje stvari delati? Ampak ja, tle je zanimiv pomislek. Ne? Fotografija nas je razbremenila mehanske reprodukcije realizma. In kaj se je zgodilo? Mislim, slikari so se lahko osvobodili tega in so začeli delati milijon različnih stvari. Zdaj pa ni te razbremenitve, ne? Zdaj je drug tip razbremenitve. Mislim, ali pa obremenitve, ne vem. Je tudi neka tehnična razbremenitev, ker pač ne rabiš več znati slikati, da lahko neko recimo sliko, če rečemo temu slika, čeprav tehnično čist ni, je neka podoba zgenerirana, ampak recimo, da lahko neko sliko narediš, zdaj ne rabiš več znati slikati. Se pravi, si ta del kar preskočil. In zdaj moraš ful bolj se ukvarjati s tem, z bolj nekim tem konceptualnim delom, kaj hočeš povedati, pa kako to recimo v neko širšo, pač, da iz tega nekaj več narediš. Ne? Mogoče nam zdaj ne bojo več dovolj sploh neka dela, ki bojo samo ena podoba, ki jo pogledaš v enem okvirju na steni. Ker do tega bo full simple prideti. Se pravi, po mojem, da kar se bo zgodilo, je to, da bo pač folk mislim, vse smo kreativni ljudje, ne? Pač po mojem bomo najdeli neke crazy nove načine, kako to uporabljati. In jaz mislim, da bo to malo umetnost vse na glavo obrnilo, ne? To je verjetno nekaj, kar bomo pol za nazaj bili pametni, kot smo zdaj za fotografijo. Vse to je vedno tako, ko je ta krivulja tehnološkega razvoja ali pa razvoja, kjerkoli, ko v bistvu ne. Zdaj recimo, če razmišljamo, da smo glih na začetku tega booma, ki se je zgodil s ChatGPT-jem, ampak to krivuljo lahko definiramo pol za nazaj, ko jo že vidimo. Jaz se moram nehati razmišljati o tem, ko si ti rekla, da bi AI naslikal nekaj. Jaz hočem videti tega robota, resno. Drugače, jaz sem tudi razmišljala, če bi mu kar rekla, naj mi še napiše cel intro, pa da bi mi še kar igrico sprogramiral, ki bo v ozadju na YouTube. Najboljš, da bomo dali celo epizodo, vse naše skripte. Jaz se drugače sam bojim, da bo nekdo, ki ni eden izmed nas 4 imel ful dela s tem in ne bo vesel. Ampak ne, drugače, to sem glih včeraj, veš, ko sem tebi poslala, Aljaž, un mim, ki je bil, ki je en video, ki je en model, ki reče, of course, AI can draw a beautiful picture like a real artist, but can AI move to Berlin and overdose like a real artist? Ne, to se mi je zdaj tako, ker... Torej bomo imeli več tega live art. Ne, live art, bo bolj performance-based vse. Ne boš več artist, zato ker delaš art, ampak boš artist, zato ker živiš kot artist. Pa ni nujno samo umetnost kot taka končni produkt. A veš tudi kakšni, recimo, obrazstavna besedila, kakšne kuratorske ideje, neki principi, konc koncev tudi kritika. Mogoče ne v celoti, da je zgenerirana s pomočjo AI, ampak da ti da neke ideje, neke pomisleke, neke izzive mogoče, iz katerih lahko pol ti si mogoče bolj kreativen, bolj edgy, bolj zanimiv, bolj prodoren, kaj tazga, naprimer. No, recimo tukaj bi pa jaz mogoče lahko povedal svoje izkušnje, ko sem delal, da recimo, ko sem zgodbe pisal za to knjigico, ne? Pač jaz imel mogoče eno stvar v glavi in pol mi je AI predlagal neke stvari, na kjer jaz nisem nikoli pomislil, da bi jih
tako zapeljal. A ne? In pa sem lahko še enkrat zgeneriral in sem dobil drugo idejo. In sem pač mi kar naenkrat ful razširilo spekter. Tako da iz tega vidika se mi zdi, da je ful uporabno orodje. Da ti pač nove ideje ti da. Torej, bojazen pri AI-ju ni to, da bo nadomestil nas, ampak da bo nadomestil naše stike z drugimi prijatelji, kolegi in tako dalje. Da se ne bomo ravno več z nobenimo pogovarjati. Noben prijatelj nima toliko različnih pa dobrih idej kot AI. Ja, vidiš. Ne, on ve več od nas, od 4 in še vseh naših frendov. Ampak nima pa toliko dobrih šal. To pa. Edino Sam vprašanje... ne govori pa skozi resnice, malo laže. Ne, Ampak čakaj, Pizdo. zdaj mi boš pa rekel, da ljudje govorijo skozi ne, resnico. definitivno ne. Sam moji frendi. Ampak imajo pa boljše šale. Tudi če so ful slabe. Tako da, frende sam še za šale. Pa za droge. Drugače, In zdaj tu ko si Berlin, jih ne? omenil te zgodbice, a ne? Recimo ena od zgodb, vaju, ne vem, če sta mogoče uspela kaj prebrati, jaz sem pošerala tisti PDF, ki bo, kot si rekel, kmalu tudi javno dostopen. Ko je vmes ena zgodba pisan strani atoma, ki gre v CERN, ki bo združen v fuziji. Oziroma, ja, dveh atomov v fuzijski elektrarni, ki pač si želita združiti in na koncu Ampak ful je jima dober. to tudi uspe. Teri in ta drugi je bil... Kaj tritium in deuterium. Ja, tritium deuterium. Pol skupaj ne bi ratala, je nekje vmes reče, da ratata heli. In potem čist na koncu reče pa and now we are hydrogen. To so te fore, ki jih ima AI, ne? Da pač Da te malo nekaj zavede. trdi, kot da je res in pol ful težko piše, vidiš, da postala je to so res. simbol upanja. Kaj, jaz sem bral v angleščini. Kjero stran Berem je? v slovenščini. Stran 63. Hvala. Slovenski, sorry, moš iti malo višji za angleščino. Ja, se vam najdel. Bila sva vodik, z veliko. Ne, to je ime, Jernej. Pač lih to, da je AI ima neke te failerje. Sej moj point ni bil, da je kaj narobe s tem. Meni je bilo všeč, da je to, ker pa veš, tako, ja, ful tako samo introspektivno, kako je on to in potem tako malo fejla. Ja, to se mi je redno dogajalo in sem se pač zavestno tudi odločil, določene te dele malo noter pustiti. Lih zato, ker mi je bila fora. Mislim, če bi preveč spucil, pač pa bi se pa res čisto oddalil od nekih lastnosti, ki jih ima umetna inteligenca. Ja, se spravim, da sem mi Da, bilo to všeč misli, tako. da je ninja. Ampak je taka zelo, ta je tako zelo vznesena zgodba strani AI. Ful se je poživel, bi se reklo. To bi mogli zanimirati. Ne povedati nobenemu, sam to tudi malo planiram narediti. Ima v velikosti atomov, ko veš, kaj je tista najmanjša animacija. Yeah, sure. Koliko je najmanjša animacija? Ja, nekih Najmanjša? par atomov. Tako sem par atomov, ja. Mislim, da ne vem, prav moraš pač naredili so jo pod elektronskim mikroskopom. In je tako, vse je ful simpatično, mislim, da reče neki hello ali neki, je tako samo možica. Tako najbolj basic, lahko poiščem. A ti si videl to, Aljaž? Mislim, da enkrat, ja. Kar cute je, pardon, prisrčno. Evo ga, A Boy and His Atom. Tako pravi naslov. Bomo dali tudi to od spodaj. Okay. In dejansko so pač iz samih atomov naredili animacijo, tako da je res več kot mikroskopsko, še manj. Ne vem, koliko majhno je to pika, ne, kam bi šlo, magnituda. Aljaž, ti moraš zdaj vse vedeti, kar je povezan z Ne, se pol sem matematiko, se zavedal, fiziko, da- kemijo, da računalništvom, mogoče ne. vesoljem, vse. Lahko rečem ja, ker se ne bo noben preverjal za mano. Ne, Pazi, imamo enega fena, ki je fizik, ki bo te kolo out. Vse to lahko bi tudi kemike bili, come on. Ja, pikometri so, ali nekaj. Meni je zanimivo tako, če jaz na pol zastavim vprašanje. Ena najpogostejših, recimo temu, ljudskih kritik, sploh moderne umetnosti, ki smo rekli, da je ta umetnost, ki ni reprodukcija realnosti in podobiš abstrakcije in preproste geste in take stvari. Ena najpogostejših ljudskih kritik tega je, da ljudje to vidijo in rečejo, to bi lahko tudi jaz naredil. Se ne, da pa to res naredijo, ampak tako, to je nekako ta laični met rokavice, da to ni nič vredno, zato ker je simpel narediti. Zdaj, da se to bi lahko jaz naredil, v resnici premaknil Na vse. Na skoraj vse, vse ne zna vse. Ampak tako, kako se pa tle počutimo? Ja, jaz se počutim tako, da vse rabiš imeti nek kontekst in neko ozadje, ki je nabor nekega znanja, neke samokritike, neke
haha inteligence. Če se mogoče navežem na tisti RTV komentar pod sjajnim intervjujem Suzane Barborović, kjer je nekdo komentiral, da ta abstraktna umetnost je pa itak največje sranje, da edina prava umetnost je tista, ki do potankosti posnema naravo, torej absolutni realizem, Oprosti, kot naprimer Monet. Oprosti, ampak to, ne, da posnema naravo, to je zelo tako umetnostno teoretično. Sej mimezis in to so izhodišča bila. Ja, absolutno, ampak hočem reči, da ne, že iz tega ta komentar, naprimer, je tak. Vse je posnemala naravo, kaj ni prav tej osebi? Mislim, jaz sam vidim tukaj to problematično v tem vidiku, da pač, kar sem ga že v bistvu prej tako omenil, ne dvakrat, to, da bo določene malo bolj obrtniške sfere kreativnega sektorja pač enostavno izpodrinila umetna inteligenca. Pač, če boš ti rabil neko sličico, za ilustracijo, recimo naprimer, neko ilustracijo, pač bo tudi mogoče ful cenejš, lažje, hitrejš, da boš ti to dal umetni inteligenci izrisati, kot da boš najel ilustratorja. Ne? Kaj tudi recimo na tej razstavi v Novem mestu v Simulakru, ne, je torej ena od zgodb bila v resnici kot v obliki slikanice, ne, je bila na tistem dolgem printu na steni, kjer v bistvu imaš ti spodaj tekst v slovenščini, angleščini in potem zgoraj torej te tvoje zgenerirane podobe, skolažirane, ki se v bistvu navezujejo sproti na ta tekst, ki je pač pod podobo, ne. Tako da v bistvu gre za, šolski primer slikanice v resnici, sem da pač v tistem primeru je bila pač na traku, ne? Ampak recimo v knjigi bi to izgledalo tako, da ti listaš in pač gledaš to, kar bereš. Ne? In še posebej, če ti lahko ta isti tekst samo vržeš noter nekam, ne? In ti on ven pljune 5 opcij slik, ti zbereš eno, ki ti je najbolj všeč, je to v bistvu lahko že nekaj, kar bi lahko torej poseglo v neko delo ilustratorjev. Definitivno, pač ful stvari se bo lahko pač avtomatiziralo. Ne? Zdaj mogoče ne gre čist direkt, da boš ti dal noter zgodbo celo, pa ti bo on to narisal, boš pa mogoče lahko mu rekel, za tale odstavek, da mi napiši nekaj, s čemer bom jaz lahko zgeneriral pa vizualno podobo. Ali pa bi mu tudi koncu lahko rekel pač odstavek za odstavkom, da naredi. Jaz vidim tle že prav nov format pravljic za otroke. Tako pač boš imel lepo pravljico, pač lepo na tablici, ne vem česu, pa bo otrok to bral, pa bo zbiral, kjer odstavke hoče, da mu nariše, pa mu bo on metal ven opcije, bo pa on zbiral, pa se bo ta AI, ki to riše, spotoma učil in pol na koncu mu bo pač tako, ne vem, recimo po enemu cajtu bo že razumel, kaj hoče ta otrok zraven imeti narisano. Bo dobil podkoč čist ja, ali pa personalizirano. filmi on demand, ne? Ko boš ti napisal, jaz bi pa zdaj eno znanstveno fantastiko na temo tega pa tega. Pa ti da ven stile. Ja, v tem stilu pa ne. Boš lahko mogoče si sproti. Meni je všeč ta zadeva tudi, da mogoče enkrat nekaj vidiš, pa pol mu daš povratne informacije, pa lahko drugič malo boljš naredi. Sam za koliko časa si on to zapomne, ne? Ker če jaz prav razumem, trenutno je tako, da on kar sproti pozablja malo ta AI, ne? Ja, ene stvari lahko malo pozab, pa ga moš pol spet spomniti na kakšne stvari, ki sta se prej zmenila, pa pol on to malo zignorira. V kontekstu ChatGPT-ja. Naprimer, ja, to vem, da smo se enkrat pogovarjali. ChatGPT ima, ja, pač načeloma ima pelje zgodovino trenutnega pogovora s sabo, zdaj so se ga omejili, zato ker so ljudje imeli predolge pogovore in pa se mu je koliko attention span ima. Zdaj je umetno prej mislim, da ni bil omejen, zdaj je umetno omejen na 5 izmenjav, zaradi tega, ker so ljudje imeli z njim predolge pogovore in je odhaluciniral čudne stvari in so se odločili, da tega pa nočejo. A ja, ker dalj časa ga držiš, bolj ga lahko okoli obrneš, ali kako? Mislim, kakor obrneš, pač ti vzorčiš nek tekst. Ne? In zdaj, ja, več stvari, ki mora za nazaj upoštevati, bolj čuden rata. Pač, tako, ta stvar ne razume teksta, ki si ga zdaj z njim izmenjal. Ti mu samo zmer bolj specifično določaš prostor, iz katerega ne vzorči, pa ga spreminjaš, pa usmerjaš in na neki točki se ta stvar zgubi in začne tekst, ki ga je prej produciral, zveni v redu, pa recimo smiselen, na neki točki pač neha biti.
No, in to so bile tudi moje izkušnje, ko sem pisal zgodbe ali pa tudi dialoge, tudi ko smo recimo hoteli dve umetni inteligenci, sorry za personifikacijo, ko smo jih hoteli, da se pogovarjata, se je slejko prej zgodilo to, da so neki džiberi začeli pač pisati, se pravi kar neki znakci vmes, pač slovnično katastrofa, pač enostavno ni več bilo besedilo berljivo. Ampak stvari bojo šle še naprej, tako da. Stvari bojo šle naprej, zdaj kle, ko že napovedovati težko, predvsem prihodnost, ampak stvari bojo šle naprej, zdaj kle, če pogledamo mičke nazaj, ne vem, Photoshop je bil taka reč, spet je, Photoshop je ena taka stvar, za katero ljudje radi rečejo, vse v Photoshopu lahko narediš pa kar hočeš. Ne? Zdaj, meni je zanimivo, kako se je Photoshop od 5.5 do danes spremenil. To plus v resnici v Photoshopu ne govorimo od 5.5, ki je bil že zelo napreden. Tako, ampak v Photoshopu ne moreš narediti česarkoli. Oziroma, če že, pa moraš o tem hudo veliko vedeti. Ne? Ja, mislim, lahko narediš kar češ, samo moraš znati. Moraš znati, tako. Skratka, tudi ta obdelava, elektronska obdelava, digitalna obdelava slik je neka spretnost, ki je težko polno pa tretje. Zdaj, pustimo, kako to zdaj ljudje poenostavljajo, ampak in zdaj koncept čip Photoshopa je nekaj, kar vsi poznamo in po mojem tudi poslušalci, zato ker smo tega videli žbinja po reklamah, pa to, ti pogledaš sliko in daš, koliko je pa to beden Photoshop. Ne. In jaz mislim, da vsaj v neki srednjeročni fazi, v kratkoročni 100% se bo pojavilo pač nekaj, kar je tvorjeno z enim od teh sistemov in ima to pogled rekli, koliko je to beda, ker to je pač spet nekaj cenenga, nekdo je šparil, ni hotel plačati človeka, ki bi to naredil vsaj približno dober in zdaj gledamo to neumnost. Ne. Tako, pač neka za ta low level cenen del, kjer je pomembno samo cifra, ki jo plačajo ljudje, bo to 100%. Ampak bodimo iskreni, tudi pri samih dizajnih in vseh teh stvareh priješ daj tudi kaj jim vidiš, pa je naredil človek in je lih tako. 100%, ampak ta človek je jedel od tega, ne? Ja. Mislim, tako, to je trenutno, z socialnega vidika je to trenutno najbolj boleče. Mislim, pač potreba je tudi po takih. Potreba je po temu, ampak zdaj je to hranilo eno grupo ljudi, ali pa to, tisto, kar se rado podarja, da so to pogosto bili te entry-level službe za ljudi, ki so pol pač res zrasli v vrhunske dizajnerje pa tako naprej. To je ena bolečina. To je zanimiv perspektiva zdaj. Zdaj, če recimo rečemo, da bo AI pobral vse to, kar je low-level entry, ne? Pol bo samo vstop v trg skoraj nemogoč. Tako, recimo za kot je Maša prej omenila, podobno se da tvoriti kodo in se spet govori, se pravi, za vse te osnovne naloge, pa simple stvari, pa preproste spletne rešitve, pa to lahko zdaj en stroj ven vrže in bum, ne, kar naenkrat spet to, tam, kjer ti ponad začneš kot študent ali pa nekaj tacga, tega zdaj ni več in spet, kje boš ti nabral izkušnje za to, da boš. V resnici ne vem, to bo čudno obdobje, ki se bo, ljudje bomo česa preživeli, nekako se bomo navadili, to še na vse smo se, ampak ta del je trenutno tisti, kjer je, jaz mislim, da največ skrbi to pa v pač tvorjenju fake newsa, pa phishinga, pa take stvari, ampak tako, to je ta najbolj boleče področje in ne vem, bomo videli. Mene za fake news ne skrbi, da bi to pobral AI. Tukaj se mi zdi, da imajo pa ljudje ful preveč želja po temu. To ni da bo to nastajalo zaradi potrebe, ampak prav zaradi tega, tako kot marsikdo ustvarja zaradi ustvarjanja samega. Ne. Pač za phishing, po mojem, da je problematično, ne? Se pravi, pač scamming in to. Ker fora je, da zdaj, ko imaš te čete, sploh recimo chat GPT, ti, ko se z njim pogovarjaš, tako redko kdaj se izda, recimo, da nisem odvisen, kaj se pogovarjaš, valjda, ampak pač ne skapiraš ga zelo hitro, da ti ne govoriš s človekom. Ne? In na tak način je pol ful lažji ljudi zavest, pa jih prepričati, da ti nekaj plačajo ali pa nakažejo denar. To je zanimivo, ne? Ker v resnici za ves ta phishing in za vse te stvari, ne vem, če si opazil, ponovadi so stvari naljaš narejene malo slabo. Tako da, če mičken paziš, ali vidiš, da je nekaj sformatiran narobe, pa ne bi rabilo biti, ali je nekaj tako, lih to, gde je mičken drugačko bi moglo biti. Lih zadnjič smo dobili nek tak iz Facebooka, da se je nekaj zgodilo in mislim, se moraš potruditi, da sformatiraš drugače, kot bi bilo na Facebooku, ker moraš pač, če hočeš imeti nek tekst v nekem čudnem boldu, se moraš potruditi. In logika za tem je,
da ponovadi tisti, ki hočejo skemati, na laž naredijo malo slabo, zato da se primejo samo tisti, ki so bolj naivni. Tako da v bistvu ne sme biti preveč dobro vse skupaj. Ja, mogoče bi se zdaj izkazali, da Ki bi šel s tem tudi unijo. AI-jem bi pa vsi šli. Vse lahko skemamo pol. Ful cool. Veš kaj, meni se je tudi zdaj zanimivo, ker Enake smo prej možnosti. govorili recimo, AI v umetnosti, mi smo zdaj ful govorili o neki vizualni umetnosti, o neki intermediji, tako, ampak naprimer pisanje romanov. Že zdaj imaš ti neke pisatelje, ne vem, če vzameš Kinga, ne, ko ima neko skupino ljudi, ki v bistvu skoraj na pol piše romane za njega, ker se te njegove romane se pač štanca in je splošno znano, ne, da to niso knjige, ki jih je on besedo za besedo vse sam napisal. Ne. Tako da zdaj bodo še te pisci postali obsolet, ker zdaj bo pa lahko to napisal v resnici AI, na neki točki pa romani več niso tako dobri sploh, da bi lahko AI do te mere zafrknil, da bi se to videl, ali pa da bi bilo to mogoče frowned upon, ne. Ali pa kakšnega Murakamija recimo, ne, ko je v bistvu vsaka knjiga je ista. Tukaj je, zdaj malo moj hejt. Ampak, a veš kaj hočem povedati? Ko recimo to delo AI-ja bilo skoraj bolj nelajkano pri vizualni umetnosti kot pri kakšnem romanopisju. Mislim, če že zdaj imamo ghostwriterje za kakšne stvari, se mi ne zdi čudno. No, sej zato. Zdaj bodo še ghostwriterji ostali brez joba. Ja, po drugi strani bojo pa te ghostwriteri lahko vzeli umetno inteligenco pa sami naredili cel roman. Drugač bi rabili ful dolg časa, ampak tako bojo pa lahko paf, ne. Sej to je to, kar sem prej rekel. Kar naenkrat bojo mogoče po drugi strani neke male skupine ljudi ali pa posamezniki lahko ratali resna konkurenca nekim velikim produkcijam. Zdaj pol pademo spet v ta problem. Že tako smo ful bolj produktivni, kot smo bili. Že tako je ta razlika v slojih narasla in zdaj bomo samo še poudarili to. Tako kot se pogovarjamo za zakonodajo od zadaj, kako bomo z avtorskimi pravami in vsem tem urejali, isto se bomo mogli, mislim, če bomo šli res toliko naprej s tem drugim, ker bomo začeli razmišljati, kako zaščititi interes posameznikov in dejansko zmanjšati naše obremenitev, ne zdaj, da bomo delali isto, pa naredili 4-krat več. Ja, ampak nažalost se to ponovadi zgodi, ne. To o tem govori Jevonov paradoksa, ne. Ker isto recimo, ko se je s tem, ko se je učinkovitost nekih strojev v zgodovini, recimo parnih strojev in to izboljševala, ni zmanjšal, koliko premoga smo mi skurali. Povečali je zaradi tega, ker pač je to toliko bolj uporabno orodje ratalo. Zdaj se vrnemo lahko nazaj na temo. In ja, no sam hotel sem reči to, ja, točno to, da to je pa en vidik, ki mene skrbi umetne inteligence, da bo pospešila produkcijo, vse to si ti že načel in to je pač ima vpliv tudi na okolje. Pač to, da je produkcija prehitra znotraj našega sistema in kapitalizma in hiperprodukcije in tako naprej, to je v bistvu glavni razlog za to, da smo, kjer smo. Mislim, lahko bi pa šli malo s premislekom, pa z malo socialne spremembe, pa bi dejansko manj delali, pa isto proizvedeli. Ja, in tako bi mogli začeti razmišljati. To mogoče zdaj imaš že temo za naslednji projekt, ki bo intenzivneje vključeval umetno inteligenco. A hočeš reči, da moram zdaj 10 mesecev nič delati, pa samo uživati? Ne, pol jaz pa sam 2 meseca pa hitro nekaj narediti, pa spet 10 mesecev uživati. Jaz sam mislim, da za voljo te teže AI-ja, da je to potrebno tudi nasloviti, ne samo, če jo uporabljamo umetno inteligenco torej v svojem jobu ali pa za pomoč pri svojem jobu, pri umetnosti, pri programiranju, pri čemorkoli, ampak da se tega lotimo odgovorno na tak način, da to naslovimo ali pa vsaj preuprašujemo do neke mere. Mogoče na podoben način, kot je bila zdaj ta razstava v Axiomi, ko je se šlo od teh dronih, pa tako pa tudi na ta način nadzora in AI-ja. Mislim, jaz bi rekel, da ne bo mogel tudi v prihodnje vsak projekt, ki bo uporabil umetno inteligenco, se v globini ukvarjati. Čisto vsak projekt od zdaj naprej ga mora. Ne, a veš, kaj hočem reči? Ne, pa se bom ponovil, to je orodje. Jaz bom vesela, če bo vsaj ena taka dobra razstava, ki se bomo zmenili to. Ja, ne, jaz se definitivno strinjam s tem, da je te tematike treba naslavljati in sem ful vesel, recimo, da se zdaj pogovarjamo o teh, pa tudi pač totalno podpiram, da se dela umetniška dela, ki mogoče malo bolj naslovijo te težave. Sam vseeno pa jaz mislim, da je tudi legitimno to, da se to uporabi kot orodje, čeprav ti ne nasloviš
teh težav. Tako kot Photoshop ali pa ne vem, karkoli drugega ne greš vedno se ukvarjati s tem, kako tvoja orodja, ki si jih uporabil, vplivajo na družbo in ne vem kaj vse. Mogoče je stvar v tem, da za Photoshop to zdaj smo že leta nazaj se odločili, da koliko je to, ne vem, lahko slabo za samo podobo, pa da ne vem kaj, pa da je treba biti previd, blablabla. Zdaj pa, kaj je to nekaj novega, je mogoče zato, vsaj z moje strani, nek ta živčen bias se pojavil. Jaz to čisto priznam in se prepričana, da je večina ali pa veliko število obiskovalcev, mogoče konkretno te razstave, ki jih to ni ganilo nič, toliko kot je mene mogoče. Tako da to je zdaj mogoče samo eden od pristopov k neki kritiki, ki je vseeno pogojena z osebo, ki jo piše, naprimer v tem primeru mene, ki je ne pišem, ampak zdaj jokle govorim. Ampak razumeš, kaj mislim? Ja, razumem. Ne, se je totalno na mestu tudi ta komentar. Se čisto razumem, kaj hočeš reči. Preden čisto zaključimo, pač imam pa jaz eno vprašanje za tebe, Aljaž. Tako še ena bojazen, ki se jo, mislim, kar razsaja med ljudmi v zvezi z umetno inteligenco, je to, da kaj, če bo postala pač zavestna in če se bo odločila, da ona pa nas ne mara ali pa kakorkoli že, da se obrne proti človeštvu, a se ti zdi, da je neka taka nesreča, recimo temu, možna, ali pa tudi če ne postane zavestna, da pač malo skrene po svoje. Mislim, namreč umetna inteligenca se ne uporablja samo za pisati besedila pa slikce delati, ampak se uporablja tudi, ne vem, v vojaške namene in tako naprej. A misliš, da se lahko zgodi kaj res slabega s tem? Zdaj, kar se tiče samozavedanja pa podobnih relativno znanstveno-fantastičnih scenarijev, mene vsaj zaenkrat niti najmanj ne skrbi. Ti sistemi so, kako bi temu rekel, kognitivno izredno ozki. To tle v nekem razmišljanju ali pa čemu takemu ni res govora. Ne glede na to, da te pač površinske so te rezultati izredno impresivni in so uporabni. Mislim, te sisteme se vsekakor da uporabiti za marsikaj, ampak to... Tako da iRobot ali pa Detroit Become Human, to ni na vidiku. Ne, niti najmanj. Zdaj, je pa tako, pač ta orodja, če zdaj posplošim, ta orodja avtomatizirajo določene operacije in zdaj bolj, ko so sposobna, bolj kot so, v narekovajih, inteligentna, bolj kompleksne in odgovorne naloge jim zaupamo. In zdaj seveda, če mi te robotom, mislim, imamo sisteme za prepoznavanje obraza, če to naložimo na drona, mu damo pištolo, pa rečemo, kdorkoli izgleda kot moja fotka, bo šel in pač me v teoriji ustrelil. Zdaj pa, ker v praksi ti sistemi delajo 99,9% natančno, bo resnici ta stvar ustrelila sa zgatažen tisočega človeka. To je zdaj bil tak scenarij, ki zveni grozen. V resnici je relativno neumen, zato ker v resnici je to grozen nepraktično. Ja, ker je tukaj v tvojem primeru zdaj AI v vlogi executorja, ne? Ampak če ti pogledaš, ne vem, kitajski ta kreditni sistem, kjer se AI uporablja za zgolj prepoznavo obrazov, na podlagi česar se potem neki dejanski ljudje odločajo, mogoče isto grozne stvari, ampak ne, je stvar še zmer tako. Exactly. To, v bistvu sem to hotel omeniti kot naslednji primer. In zdaj, bolj, ki to delamo v neke take avtomatske procese, več je šans, da bo pač nekaj slabo. In pač to je zdaj, kako bi se izrazil, tukaj je umetna inteligenca enabler, gotovo. Te tehnike omogočajo avtomatizacijo stvari, ki jih prej pač nismo mogli. Kitajci bi mogli verjetno najeti še enkrat ljudi, ki te Kitajcev, zato da bi nadzorovali vse Kitajce. Zdaj pa to pač dela ena serverska farma ali ne vem koliko. Tako da ta del je tudi meni neprijeten. Ampak recimo po drugi strani v nekem zdravstvu, ne? Neke te diagnostika, ne vem kaj, robotika pa tako pri operacijah pa to, ne? To pa... Ja, na enak način, kot ti lahko prepoznavaš obraze in jim slediš in jim loviš social score, lahko pregleduješ rentgenske posnetke, pa loviš rakave, pa loviš sence, ki bi lahko bile tumori in take stvari. Tako da pač na koncu, tako kot je Ned že 100-krat rekel danes, to so orodja, ki jih pač zdaj delaš. In tisto, kar jih ušraufaš,
tisti bo pač tekel. Zdaj, koliko dobro bo tekel, koliko hitro bo tekel, koliko je možnost za napake, pa take stvari. To so pol tehnične podrobnosti, ki so res tako za umetno inteligenco, tako kot za motor na notranje izgorevanje. Tako da je treba veliko skrbi, veliko tehnične skepse, veliko preverjanja. Ampak v tem pogledu v resnici to ni nič drugače kot smo zgradili avto. Se je bilo treba ogromno stvari nagruntati, pa v zakon, pa to tako. Tisti minus je, da danes pač to teče, mogoče malo bolj hitro. Pa še zdaj dodelavamo avtomobile. Pa še zdaj dodelavamo, pa jih spreminjamo, pa tako naprej. Zdaj, v luči tega, če hočemo biti, zdaj je res, da če hočemo biti pozitivni, vsaka stvar, kjerkoli to pospešuje ta negativen aspekt, bi v resnici lahko pospeševal tudi kontraakcijo. Orodja bi se dal kreativno uporabiti za to, da bi pospešili, kako hitro se gradi zakonodaja okoli tega. Spet v službi človeka, pod nadzorom pa to, ampak zdaj, če je problem to, kako hitro predelati vse, kar se dela, zato da se lahko zgradi, zato da lahko spiše zakone, potem ti lahko mogoče umetna inteligenca predela vse načine, kako se danes uporablja ChatGPT in ti jih pomaga zlistati in ti pomaga oblikovati zakon, ki bi naslovil neke negativne stvari. Spet kot orodje, ti zgenerira, ti opozori na aspekte, ki si jih mogoče pozabil, te opozori na negativne efekte, ki bi to zakon lahko imel. Tako da zdaj to bo zdaj pač tekel. Bolj bi rekel, da je pač pospeši obe strani. Res je in je bila vse. Zdaj je na nas, da to ponudimo tako, da bo prav. Sama posebnost pa umetna inteligenca ne bo fentala. Obstaja nek ful zabaven video na YouTubu, ki ga je naredil Exerbia, če kdo pozna tega. On ima kanal, on je Britanc in pač dela neke ful hude videe o smislu življenja, pa vesolju, pa hecih, pa lingvistiki, pa tako. V glavnem ima en video, ki se ukvarja prosto umetno inteligenco. In ga bomo polinkali spodaj, no. Ampak v glavnem fora kao, da se pržge nov AI, številka 27 ali nekaj, in pol se ljudje pogovarjajo s tem AI-jem in pol je v bistvu tak zelo humoren pogovor in nek trenutek, ko oni njega preklopijo na internet, na nek baby internet, pol ko vidijo, da on to, good robot, potem ga dajo na celoten web, pol AI že začne delati, pol že AI skuži, kaj se dogaja, začne fejkati, da je dober, čeprav v resnici razmišlja, kako bo nukal svet, ne. In potem na neki točki ljudje pač ugotovijo, ne, dajmo ga ugasniti in pol pržgejo naslednjega 28. Ne. V glavnem v smislu, kako da, če bi umetna inteligenca zares imela neko samozavedanje, nekaj, kar si ti najc prej vprašal, ne, da kako hitro bi lahko šlo vse v franže, ne. In da zdaj je to sam nek komičen moment, ker pač tega v realnosti ne znamo zamisliti in uresničiti in živeti. Tako da se mi je zdaj tako, bom dala spodaj, se mi je zdaj ful zanimiv. Prej, ko sem pa omenila tisto razstavo v Aksiomi, sam da zdaj dejansko povem, je pa ta razstava Pogled od nikoder od Sanele Jahično. Tako da ne bom sam neke na pol razstave citirala, pa ne zares. Tako da bom to tudi dala spodaj. Zaključimo? Hvala poslušalcem. Omenjene zanimivosti si lahko poiščete v zapiskih, v opisih posamezne epizode. Tole bo na YouTubu in vseh ostalih pretočnikih. Zdaj razmišljam, če bi dal kaj kurirati. Kakšnemu ChatGPT-ju ali pa komu tako. A sta v redu? Ja. To so prav te neke finte. Le se smo bili 2 uri. Zdaj smo imeli kar konstruktivno. To, da je dolgo, ne pomeni, da je bilo dobro. Zakaj so kuratorji skozi oblečeni v črno? Ker imajo črn smisel za humor. A ti nikoli ne greš sam z enim človekom na kavo? Ne.